Korena cortine bivana lepa pupa, črne duhe laseje majenje masa suha. Tralali, tralala, tralali, tralala, tralali, tralala. Pride lepe pupe tvoj, željko grejo leta. Ece velik mene kina, bom za zmirom lepa. Dej mi pupa roko svojo, zbedi dušo mojo. Jaz bi ti rankam daram, ker sem za te znala. Tralali, tralala, tralali, tralala, tralali, tralala. Pride lepe pupač moj, željko grejo leta. Prece velik mene klina, bom za zmirom lepa. Pride lepe pupač moj, željko grejo leta. Prece velik mene klina, bom za zmirom lepa. Tralali, tralala, tralali, tralala, tralali, tralala. Pride lepe pupač moj, žveljko grejo leta. Prece velik mene kina, bom za zmirom lepa. Pride lepe pupač moj, žveljko grejo leta. Prece velik mene kina, bom za zmirom lepa. Spoštovan gospod župan Robert Smrdelj, spoštovana direktorica Pokrajinskega arhiva Koper, magistrica Nada Čibej, drage gostje, lepo pozdravljeni na današnjem odprtju gostujoče razstave Tomos drvi v arhiv. Dobrodošli tudi na tradicionalnem zgodovikendu. Veseli nas, da smo se zbrali tukaj v Parku vojaške zgodovine, kjer se bomo skupaj obudili spomine na nekoč ponosno znamko, ikono, legendo Tomos, ki je zaznamovala številne generacije. Prireditev smo začeli z glasbenim utrinkom, s pesmijo Sem znala jaz v izvedbi skupine Jaz sem Forti, ki nas je prijetno uvedla v današnji dogodek. Najprej vabim k pozdravnemu nagovoru direktorja Parka vojaške zgodovine, magistra Janka Boštjančiča. Spoštovani gospod župan, spoštovana direktorica, spoštovani ljubitelji Tomosa, lepo pozdravljeni v imenu Parka vojaške zgodovine. Res smo veseli, da lahko gostimo razstavo o Tomosu in reševanju njegovega arhiva. Morda se kdo sprašuje, kaj neki išče razstava o Tomosu v vojaškem muzeju. Kaj neki imajo mopedi, motorne žage, motori za čolne, motokultivatorji in drugi izdelki podjetja Tomos z vojaško zgodovino. No, Tomos je seveda skušal priti do velikih naročil takratne armade in si s tem zagotoviti stabilnost poslovanja. Pri tem je bil deloma uspešen in Tomosova proizvoda, namenjena vojaški rabi, sta predstavljena na razstavi. A zgodba razstave je veliko širša. Gre za ohranjanje arhivske dediščine, ki ne sega v daljno preteklost, ampak je stvar naše generacije in generacije dveh pred nami, ter je vse prepogosto pozabljena, necenjena, zanemarjena. Zato iskrena čestitka ekipi Pokrajinskega arhiva Koper, ne samo za to razstavo, ampak predvsem za projekt rešitve, delne rešitve arhiva podjetja Tomos. Hvala direktorica za vaš predlog, da razstava gostuje tu pri nas in da jo lahko odpremo v okviru našega zgodovikenda. Dovolite mi še besedo dveh osebnih vtisov. Tomos namreč ni le nekdanja tovarna, ni le blagovna znamka. Tomos je pojem, je legenda. Kot že rečeno, je Tomos proizvajal marsikaj, a večini se, ko pomisli na Tomos, pred očmi pojavi moped. Ne vem, kako je bilo v mestih,
A fantom moje generacije na podeželju je moped Tomos predstavljal nekak prehod iz otroštva v fantovstvo. Danes si je težko predstavljati, kako se je mulc z ene od pivških vasi razširil v svet, ko je dobil prvi moped. Nedosegljive stvari in oddaljeni kraji so nenadoma postali čisto blizu. Pa naj se so bili to kino v Pivki, polhi v Javornikih ali pa shod na Baču ali pa Kalu. Tudi zato z velikim veseljem gostimo to razstavo. Hvala in lep dan še naprej. Razstava je sad raziskovalnega dela in navdušenja nad dediščino Tomosa. Postopek zbiranja in ohranjanja arhivskega gradiva ter omogočanje dostopnosti gradiva javnosti nam bosta predstavila avtorja razstave, gospod Jan Cotič in gospod Matej Muženič. Izvolite. Spoštovani, lep dober dan tudi v najnem imenu. Tomos. In mislim, da sem povedal dovolj. Mislim, da ne rabi Tomos nobene dodatne promocije, kaj je bil, koliko je bil velik, pa ne samo na lokalni ravni ali medregionalni ravni. Gremo govoriti kar evropski ali globalni ravni. Hočete dokaz? Vzemite telefon, odprite aplikacijo Temu in napišite gor Tomos. In dobili boste ogromno izdelkov na prodaji, nalepke, majice, kapice, torbice. Skratka, če Kitajci vejo za Tomos, je prav, da se ga tudi mi spominjamo, kaj je bil. Razstava Tomos drvi v arhiv, bom rekel tako, mogoče naslov pove malo svojo zgodbo, ne, mogoče kakšen se stisne, ko reče, ok, zdaj pa res drvi nekam, skoraj v pozabo, ne, ampak hočemo pa dejansko povedati eno našo izkušnjo glede Tomosa, kaj se je zgodilo. Namreč mi smo leta 2021 dobili klic, da se bo bivši inštitut podrl in notri smo odkrili tudi arhiv tehničnih dokumentov nekdanje tovarne. Mi smo v roku 14 dni na varno, na suho, ker prostori so bili popolnoma neustrezni, v vodi, toliko plesni še ni bilo nikjer, odkrili približno 500 000 dokumentov, ki bi drveli v nas smetišče. Na srečo smo to rešili skupaj s pomočjo Srednje tehniško šolo Koper, ki ima sedi zraven, tam se nahaja tudi ta dokumentacija na suhem in varnem in čaka tudi čas, ko bomo te dokumente pravzaprav popisali, uredili, da bojo dostopni javnosti zgolj na klik stran. Že 4 leta se ukvarjamo konkretno z digitalizacijo, imamo digitaliziranih 63 000 tehničnih načrtov in približno 14 000 negativov, ki jih hrani Tehniški muzej Slovenije. Tomos je tako širok pojem, ker kot arhivisti, bom rekel tako, čisto pošteno, ne moremo zajeti celotne slike, zato smo se povezali z različnimi inštitucijami, kot se že omenjena Srednja tehniška šola Koper, Tehnični muzej Slovenije, razna društva, ki so nam prišli na pomoč, tako kot tudi danes, da se pokaže, kaj Tomos je bil, od Tomos Obala, Adria Classic, Tomos Kal, društvo, recimo muzej Tomos Koper, Stevo Vujić, skratka, in predvsem bivši zaposleni, ki so tam delali nekoč. V boljših časih je Tomos zaposloval približno 3500 do 4500 ljudi, kar pomeni, da dejansko je bilo številne generacije, so tam delale in jim je Tomos dajal kruh. Zdaj naš plan, kaj je s to razstavo? Kljub temu, da smo odkrili približno 500 000 gradiva, smo hitro opazili, da nekaj načrtov manjka, ne govorimo o neki manjši peščici, ampak celotnih serijah, predvsem v celoti manjka dirkalni program. Bil je verjetno odtujen in ta razstava se pravzaprav ne veže na neko obletnico, niti ni tista klasična kliše razstava, Tomos je bil od 54 do 2019, ampak kot boste videli na naših plakatih, se puščica od 2019 nadaljuje naprej. Hočemo z razstavo povedati, da tudi naj potuje naprej, bila je v Kopru, danes je v Pivki, da če imate karkoli doma, ki se veže na Tomos, dajte ga prinesti k nam, vsaj da ga digitaliziramo, tako da bo lahko Tomos živel še vedno naprej. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, kot so avtorja razstave. Zdaj, jaz bom na kratko povedal, kako pravzaprav sva si nekako zamislila potek razstave, kaj sva želela v sami razstavi tudi prikazati. Kot bomo pol videli gor ob sami otvoritvi, razstava se začne z tako lepo časovnico, ker sva z kolegom nanizala nekatere pomembne dogodke, ki so zaznamovali delovanje Tomosa.
Kot boste opazili, časovnica se začne logično z letom 54 ob sami otvoritvi Tomusa in traja danes in pa tudi s pogledom v prihodnost, kar vemo, da danes je gradivo, kot je bilo že večkrat omenjeno, pri nas v depojih in poteka urejanje in popisovanje. Nakar sledita kar dva panoja, kjer dejansko, če malo karikiram, z kolegom opravičiva vas trud in čas, ki sva ga porabila za samo razstavo o Tomusu. Kajti, ko sva začela pregledovati razpoložljivo literaturo, vire, ki jih imamo v Tomusu, sva hitro ugotovila, da dejansko upravičeno Tomus je simbol inovativnosti, modernosti, mednarodnosti, zato sva želela tudi njegovo dediščino predstaviti širši javnosti. Pri tem sva se tudi večkrat vprašala, kje bi bil pravzaprav danes Tomus, če bi nastal nekje drugje, morda v kakšni državi, ki je malo bolj bila kapitalistično usmerjena. Verjetno danes ne bi na njega gledali zgolj z nostalgijo, ampak bi bil še dan danes simbol neke inovativnosti in moči. Na teh panojih sva poskušala vključiti tudi zanimive fotografije. Lahko rečem, da pri tem sva imela kar precej težav, ker imamo v arhivu bogato zbirko fotografij Tomusa. Vključila sva tiste najbolj reprezentativne, od recimo prospektov Tomusa, na katerih so predstavljeni produkti, ki so že takrat predstavljali neko noviteto, ki so bili iskani in tudi cenjeni. Seveda podpis, en primer podpisa mednarodne pogodbe z tujim podjetjem, če se ne motim, je Husqvarna, je pa potrebno povedati, da je Tomus v tistem času podpisoval pogodbe še z ostalimi tujimi podjetji, od Kadživa, Moto Guzzi, Piaggio, BMW, Ikea, Husqvarna, tako da vidimo to njegovo res globalnost. Na kar seveda sledi sama razstava kronološko, nekje na vsakem razstavnem panoju sva zavzela 1 desetletje, ponekod tudi 2 desetletji in izpostavlja tiste dogodke, tiste osebe, ki so najbolj pripomogle k prepoznavnosti samega Tomusa. Nezanemarljiva je ugotovitev, ki sva sodelavcem ugotovila, da dejansko Tomus se je kmalu od nastanka soočal z konstantnimi težavami, predvsem seveda na področju financ, deviznega sistema, inflacija, vendar kljub vsem tem težavam je nekako presenetil, nadaljeval svojo pot, uspel je krmariti v tako razburkanih vodah, vse nekje do leta 1989, ko mislim, da je glavno poglavje Tomusa že nekje zapečateno. Sledijo razstavni panoji o tranziciji Tomusa, Tomus v novem tisočletju, ko je kar nekaj poskusov, da bi se Tomus oživelo, da bi ponovno dobil to staro slavo, vendar brez nekih večjih, mislim, da rezultatov. V spominu mi je ostal časopisni članek enega od avtorjev, ko dejansko se sprašuje ob koncu 90-ih let prejšnjega stoletja, kaj pravzaprav Tomus drvi v novo tisočletje, kot ustali Feniks ali kot živi mrtvec. In žal ni rabilo počakati dolgo, ko nekje leta 2019 dejansko se zaključi tudi definitivno poslovna pot Tomusa in takrat, kot je kolega omenil, nastopi pokrajinski arhiv z partnerji kot pomemben akter, ko je potrebno to dediščino seveda skrbno hraniti za današnje, pa tudi bodoče generacije. Lahko rečem, da tudi sam sem bil del reševanja tega gradiva, kar si štejem v veliko čas, da sem pripomogel k ohranitvi in nenazadnje vas pozivamo, da če je možno, če se kaj v zasebnih zbirkah nahaja kakšno gradivo Tomusa, da nas seznanite, da nam daste možnost vpogleda, se ne bomo vam vzeli, kakšen digitalizat, kakšna fotografija, toliko da dopolnimo naš bogat fond, ki se že pridno polni. Za konec bi se rad seveda zahvalil vsem akterjem, ki so pripomogli k realizaciji same razstave, teh je kar nekaj, zato ne želim po vsakega posebej omenjati. Morda samo za konec bi rad še izpostavil našim neutrudnim, lahko rečem že skoraj sodelavkam, oblikovalskemu podjetju Helikopter Design, ki je res za svojo strokovnostjo, odzivnostjo in z naštetimi nasveti pripomogla, da smo razstavo tudi pravočasno realizirali in da je seveda z atraktivnim videzom tudi že priklicala kar zavidljivo število obiskovalcev. Tako da hvala lepa tudi z moje strani. Želim vam še naprej lep dan in verjamem, da se bomo še kdaj v kakšni priložnosti srečali. Hvala.
Kot sta avtorja razstave poudarila, razstava sama poudarja torej ohranjanje arhivskega gradiva, konstrukcijsko in tehnološko gradivo Tomosa, ki je bilo torej rešeno pred uničenjem, sedaj varuje, hrani, ureja, digitalizira Pokrajinski arhiv Koper v sodelovanju z Tehničnim muzejem Slovenije ter s pomočjo profesorjev in dijakov Srednje tehnične šole Koper. K besedi bi povabil direktorico Pokrajinskega arhiva Koper, magistrico Nado Čibej. Spoštovani gospod župan, spoštovani direktor parka, spoštovani gostje, spoštovani člani kluba, ki ste nam pripeljali te krasne motorje za pogledati. Vesela sem, da ste tukaj, vesela sem in ponosna na naše delo. Hvala parku, da nas gosti. Upam, da bo odziv, da bo dosti ljudi prišlo pogledati. Kot je direktor omenil, tudi vojaški segment je Tomos želel pokriti, koliko je lahko, vsaj prototipe smo želeli pokazati, kar jih imamo. Slišali ste o razstavi vse, jaz vas lahko samo lepo povabim na ogled in uživajte v tem krasnem dnevu. In moram reči, da mi je všeč ta slogan, ker ste ga napisali na vašem panoju, odličen je. Tako, prav, vsakič, ko vidimo katerikoli izdelek Tomosa, se nam malo zašibijo kolena, a predvsem se nam nariše en velik nasmeh. Hvala lepa, da ste tukaj z nami. Srečno. Tomos pa ni le spomin na industrijsko in kulturno preteklost, ampak tudi živa zgodba, ki jo hranijo ne le institucije, temveč v veliki meri tudi navdušenci in ljubitelji njegove dediščine. S tem poslanstvom v mislih je vsako leto v bližnji vasi Kal, prav tukaj pod našim muzejem, organizirana Tomosijada. Gre za dogodke, na kateri se udeleženci s svojimi motorji v velikem številu zapeljejo na panoramsko vožnjo po okoliških krajih in znamenitostih. Besedo predajam Silvu Čelharju, ki ne bo tradicionalen dogodek malo podrobneje tudi predstavil. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moram reči, da tle res Tomosijada je zdaj že dolgo let tradicionalen dogodek. Že 16. leto je bila letos, ki se je odvila. Bilo je, mislim, da preko 140 motoristov, čeprav so jih omejili na 120, ker je nemogoče tu spraviti na cesto na nek pameten in varen način. In tukaj bi se zahvalil predvsem mojemu prijatelju Matjažu Mankoču, ki je idejni oče, in dajte mu en aplavz, organizator alfa in omega te Tomosijade na Kali. Je kriv, da je Tomos tukaj, in vam povem, da bolj primernega človeka, kot je on danes tle, bi težko imeli, namreč je kar nekaj stvari združuje v sebi, je aktivni pripadnik rezervne sestave Slovenske vojske, je aktiven gasilec, je Tomosovc, je čebelar, je muzičar, kakor vidite, in skratka, on je res zelo velik ljubitelj tudi vojaške zgodovine, tehnične dediščine in vsega tega. In Matjaž, hvala za to, ker predvsem še ena stvar, ne? Tehle par motorjev, ki je danes njih 140, jih je zaradi tega toliko tukaj, ker imajo prav na današnji dan Tomosijado na Učki, na Hrvaškem, in so vsi tam. In ti fantje so se žrtvovali, da niso šli na Tomosijado in so prišli rajši v Pivko na otvoritev te razstave, tako da res hvala lepa, da ste si utrgali ta čas. Oni Hrvatje, ki so bili par dni nazaj tle pri Matjaži, so rekli, ako tebe nema Tomosijade, bi jih mali vse skupaj odpovedali, ne? No in ko smo glih par Učki, še par besed okrog enega dogodka, pred par leti, mislim, da 2 leti nazaj, je bila Tomosijada na Učki, se fante vozijo po tistih cestah in se enemu zgodi en gumi defekt in ga eden od Hrvatov odvleče domov. Med temi fanti, med temi Tomosovci naši je pa tudi eden Kristjan tle iz bližnjega Knežaka ali Brča pravzaprav, ki se je ob jadranju z jadralnim padalom, je namreč tudi jadralni padalc poškodoval in je ostal od pasa dol hrom in ni mogel več z njimi na te Tomosijade. In odkar se je tu zgodilo, fantje njemu iščejo en redek Tomos, ti boš vedel kot avtor, ki je tudi tricikl. Se pravi, je bil narejen v majhni seriji kot tricikl Tomos za to. No in ta s tem gumi defektom pride hunmi domov in zagleda tak tricikl pri temu Hrvatu doma. In reče, pa jel bi ti meni to prodal? Pa je rekel oni Hrvat, nemaš ti tih para, da bi to platil meni, ne? In pol mu je povedal, zakaj se gre, da imajo doma prijatelja invalida, ki ne more več z njimi, in je rekel oni, ako je tako, neću ti ga prodati, ja ti ga dam. In jim ga podaril. In tako da res
tu se ne da povedati, tu presega nacionalne meje, presega vse tukaj. Primo predaja tega tricikla je bila potem na Knežaki, ni odveč seveda povedati, da so ga fantje kompletno obnovili in poštimali. In edina zahteva, ki so jo dali, je bila ta, da so njegovi ženi rekli, gledaj, da ga boš pestila z nami na Tomosijado. No, in takrat hodi tudi naprej. To. Tome se je pustil svoje sledi prav povsod. Od mestnih ulic do podeželskih cest, od hribovitih vasi pa vse do obale. Motorna kolesa so drvela po slovenskih cestah, čolni z izvenkrvnimi motorji pa rezali valove našega morja. Prav zato nas bo sedaj na glasbeno potovanje popeljala pesem z Goričkega v Piran. Prazen dan, navaden, tih in zaspan. Ideš ti, se nebo mi razjasni, čas gora letim, sebi sam se imenitem zdim, ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, čas gore raban, seže mi pogled z Goričkega v Piran. K besedi sedaj vabimo župana občine Pivka, gospoda Roberta Smrdelja. Tudi sam je nekoč sedel na Tomosu in z njim prevozil marsikateri kilometer. Prav zato ga ta dediščina še posebej navdušuje in toliko bolj veseli, da jo danes skupaj obujamo. Izvolite. Lep dober dan želim. Tomos je zagotovo pomembna slovenska tehnična dediščina, žobelj dediščina, ja. Ampak tako, kot je bilo rečeno, tako, kot je tudi Janko rekel, ne, vseh nas se je nekako ta dediščina, tile mopedi, dotaknili v mladih letih. Moram reči, da tako zares s tehniko, tudi sam sem se srečal z mopedom, s trojko. Tista prvi je trojka, po moje je trojka, no, ki je bil lihen tak. Oče najprej, ki je hodil delati, preden si je lahko kupil fičota, je kupil moped za hoditi petelinje delati. In to je bila trojka. No in pol to je prestalo tam v drvarnici, vse zaprašeno in pol, ko sem jaz začel tu pečkati in tu mi je malo pomagal, sva ga spravila k sebi in seveda prvi kilometri, tako s ta pravo tehniko, se mi zdi, da sem nekako ujel do tal, so bili res s trojko. Je bilo pa res treba polno šraufati, to pa je dejstvo, ne. Imel je problem z bobino, ne. Če ste v bobino ven vzeti, je bilo treba vzeti dol tudi magnet in to je bilo treba imeti pol doma narediti ekscenter in vse sorte, mislim, tako je bila cela tehnika, ne. Ampak ja, vtisi, spomini, pol vem, da je bil še, nekako je prišel domov, prav sem štediral, kako še dvojka, po moje za rezervne dele, smo jo nekje staknili, je bila zelo podobna, sam menjalnik je imel mičkan drugačen, je bila pač dvojka, ta M3 brzino in 2. In s tisto dvojko pol na koncu vem, da smo naredili vlečenco. Cel motor je bil tak malo raškatlank, smo vse z njega pobrali koristnega dol, motor je bil pa še dober in smo naredili vlečenco, smo tam gor nad vasjo in štrik in tu in smo vlekli se za po zimi gor s smučkami. Ne. Tako da ja, prva tehnika, definitivno Tomos. Da ne bom dolgo vezal, jaz sem vesel, da tukaj v Parku vojaške zgodovine tudi taka variante se dogajajo. Sicer se zmeraj najde nekaj, kar je navezano na neko vojaško zgodovino, kar pravzaprav se spodobi, ampak ja, da se pa taka in drugačna dediščina prekaže tukaj v Parku vojaške zgodovine, pa je lepo. Jaz sem vesel in tudi čestitke ekipi tukaj v parku, da ima tako dober obisk in je pol ta tehnika seveda zaradi tega toliko bolj na očeh, ker je polno ljudi trcne vanjo, jo vidijo, spozna in tudi spoznamo našo slovensko dediščino. Hvala vsem, celi ekipi,
parku, oziroma ne v tehničnem muzeju, v pokrajinskem muzeju in vsem skupaj avtorjem razstave za to pripravo in vsem skupaj želim en lep dan tukaj v parku. Hvala. V imenu Parka vojaške zgodovine bi se rad zahvalil vsem, ki so pripomogli k gostovanju razstave Tomos drvi v arhiv. V prvi vrsti gre zahvala avtorjem razstave Mateju Muženiču in Janu Cotiču iz Pokrajinskega arhiva Koper ter direktorici magistrici Nadi Čibej. Posebna zahvala gre sodelujočim institucijam, Tehničnemu muzeju Slovenije in Srednji tehniški šoli Koper, še posebej njihovemu ravnatelju Iztoku Drožini. Posebno vlogo pri pripravi razstave so imeli tudi bivši zaposleni tovarne Tomos. Brez njih priprava razstave, kot jo bomo videli danes, ne bi bila mogoča. Hvala tudi Ministrstvu za kulturo, ki je projekt tudi finančno podprlo. Zahvala gre tudi županu občine Pivka, gospodu Robertu Smrdelju, za njegovo podporo pri ohranjanju Tomosove dediščine. Najlepša hvala tudi vsem navdušencem, ki ste na dogodek pripeljali svoje motorje in tako pokazali, da je dediščina Tomosa še danes še kako živa. Hvala glasbeni skupini, jaz sem Forti, za obogatitev današnjega dogodka. Zahvaljujem se tudi tehnični ekipi Parka vojaške zgodovine za postavitev gostujoče razstave. V Parku vojaške zgodovine smo izjemno veseli, da lahko tako pomembno razstavo gostimo tukaj. Med nami in okoli nas je veliko ljubiteljev dediščine Tomosa, zato verjamemo, da si bo razstavo ogledalo veliko število obiskovalcev. Prisluhnimo še zadnji glasbeni točki. Pesem Vlada Kreslina 1000 let nas opominja na pomen ohranjanja dediščine in spomina, ki jo ljubitelji in institucije ohranjajo za prihodnje rodove. Po glasbenem utrinku pa vas vabi na prerez traku pri gostujoči razstavi Tomos drvi v arhiv, ki je postavljena v prvem nadstropju komande. Trak bosta slovesno prerezala župan občine Pivka, gospod Robert Smrdelj, in direktorica Pokrajinskega arhiva Koper, magistrica Nada Čibej. Po odprtju pa ste vsi lepo povabljeni na obogostitev v veliki dvorani, dobrodošli se pa tudi na nadaljnjem dogajanju letošnjega zgodovikenda. Najlepša hvala. Tisto noč, ko sva šla, dvignila si me iz dna do neba, dala moč, ki jo da, nekdo te upošteva, rad ima, je to malo ali vse, a zahtevamo preveč ali pač ne. Tudi čez 1000 let bom stal, sonce bo moje srce. Ena od 1000 let ne bo prav, noč se bo njeno ime. Rad bi izvenel, rad bi ostal, čas vzel, tisto moč edinega gospodarja in pravičnika, knjigo sina in drevo sem mu dal, zdaj pa hoče še telo in dušo. Tudi čez 1000 let bom stal, sonce bo moje srce. Eno od 1000 zvezd ne bo prav, nosil bom njeno ime. In če jutri speva dnev, kaže včeraj je bilo. In če jutri speva dnev, kaže včeraj je bilo. Tudi čez 1000 let tu bom stal, sonce bo moje srce. Eno od 1000 let ni bo prav, nosil bom njeno ime.
čez 1000 let bom stal, sonce bo moje srce. Eno od 1000 zvesti bo prav, nosil bom njeno ime. Hvala lepa.